Po zmagi proti Domžalam je v soboto čas za novo poglavje nogometne klasike, kot lahko ob bogati tradiciji poimenujemo tekme med vijoličastimi in črno-belimi. Tudi igralci čutijo, da dvoboji Maribora in Mure poskrbijo za povečan utrip med navijači. Ja, ker mislim, da Maribor in Mura imajo edini v Sloveniji tiste prave navijače, mislim fanatične, Olimpija ima tudi svoje navijače, ampak tukaj mislim, da so bolj fanatični in zato mislim, da je drugi največji derbi v Sloveniji, tako da vemo, koliko ljudi spremlja Muro, se že videlo po obisku in mislim, da bo invazija tudi Ljudski vrt. Ne? Med letošnjo sezono imajo več razloga za veselje tisti, ki jim srce bije za vijoličasto barvo. Spomin na 21. avgust in prvi obračun v Ljudskem vrtu sodi med posebej prijetne. Končalo se je kar 6:0. Strelci so se enakovredno porazdelili, po dvakrat so mrežo zatresli Dalibor Volaš, Etienne Velikonja in Agim Ibrahimi. Ja, to je bilo super tekma, to je bilo pred Glasgowom, mislim. In zdaj ja bi bil srečen, da je 1:0 ali pa 2:0, jaz bi bil srečen samo, da so 3 pike, da ostajajo v Mariboru. V pričakovanju nove preizkušnje je razpoloženje na treningih spodbudno, dela se s polno zbranostjo. O tem, kaj se je dogajalo v poletnem štajersko-prekmurskem obračunu, nihče več ne razmišlja. Mura je v zadnjem obdobju povsem drugačna ekipa, zasluži si dolžno spoštovanje na nivoju derbija. Dobro je, da se igrajo tekme, katere so nekaj več. Muri gre dobro, nam gre odlično in dobro je za slovenski nogomet, da obstajajo take zanimive tekme, v katerih bodo in naši navijači in pa Muri navijači prišli na svoj račun. Osrednje vprašanje med odštevanjem do začetnega sodniškega žvižga ostaja, ali bo tudi Mura ob prihodu v Maribor posegla po previdnejši taktiki kot večina ekip. Tako je, glede na to, kako so postopali na prvi gostujoči tekmi letos v Velenju, je za pričakovati tako previdno igro in potem ogrožanje naših vrat sproti napadov. Zdaj pa v nogometu je pač jasno tudi tu pa tam možno kakšno presenečenje, vendar sem skoraj prepričan, da bi postopali tako kot večina moštev v Ljudskem vrtu. Med razloge, ki prinašajo dodatno dimenzijo in vabijo v Ljudski vrt, sodi tudi spoznanje o številnih igralcih, ki so bili nekoč člani vijoličaste čete na igrišču in v strokovnem štabu. Ja, nekateri se šalijo, da je to Maribor B, ampak zgleda, da je res tako. Ne? Bomo videli v soboto po tekmi, kako se bo izkazala ta neka tekma Maribor A, Maribor B. Ne? Sobotna tekma se bo začela ob 17:30, znova ne bo živahno le na igrišču, ampak tudi na južni ploščadi. Laško-vijolični Fun Park vas pričakuje od 15:30 naprej, z nadaljevanjem nagradnih iger največja batina Maribora, ob preizkušanju moči udarca in Bandidos Freestyle, v kateri bodo prišli na račun mojstri žongliranja.